Lepo vas pozdravljam na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Danes sva z vami s kolegico Barbaro Drole, ki je iz mednarodne in projektne pisarne in bo nekaj besed spregovorila o tej naši dejavnosti, in moje ime Darinka Kamenšek, dekanja in pa tudi predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Pa najprej bom delila z vami svoje prosojnice in na kratko predstavila, kaj vse počnemo na šoli, katere programe vam ponujamo. Na koncu bo pa seveda čas tudi za vaša vprašanja. Upam, da vidite prosojnice. Super. Pa začnimo. To se pravi, najprej si verjetno postavljate vprašanje ali pa zdaj v tem času razmišljate, zakaj postati strokovnjak na področju računovodstva in financ. Odgovorov je lahko več, verjetno boste sami po svojega našli pri sebi, ampak zagotovo je eno lahko, ker želite vplivati na odločitve v podjetju, ker želite postati vodja finančno-računovodske službe, ali želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njimi odloča o prihodnosti podjetja, ali pa ker veste, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodstva. Vemo, da več kot 86% vseh funkcij v računovodstvu bi lahko avtomatizirali. To se pravi, vključevanje računovodstva v poslovanje je vedno bolj pomembno v smislu interpretacije samih številk kot takih. No, zdaj mi pa prosojnice ne grejo naprej, samo trenutek, da vidim, kaj se je zataknilo. Dobivamo še, se še nam pridružujejo. Samo trenutek. Se opravičujem, upam, da bo zdaj šlo naprej, ne vem, manjša tehnična težava, kot izgleda. Te pa gre. Kakšne so prednosti in koristi za slušatelje, ki se vpišejo na študij k nam? Vsekakor so to aktualne vsebine s področja računovodstva in financ, slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Vse, kar se naučite, je takoj aplikativno v praksi. Predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih tudi predstavljajo. In bistvo izobraževanja so podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih lahko pri svojem delu začnete uporabljati takoj. To vidimo vsekakor kot prednosti in koristi slušateljev. Kako postati dober računovodja ali finančnik? Imate dve možnosti. Lahko se priključite študijskemu programu in dobite formalno izobrazbo, ali se priključite certificiranim programom in pridobite certifikat. Študijski in certificirani programi, ki jih izvajamo pri nas na VŠR-ju, so pa sledeči. Dodiplomski študij, sta dve smeri, računovodstvo in finance, magistrski študij, smer forenzične preiskave v financah in v računovodstvu, in trije certificirani programi, to je certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar in certificiran strokovnjak za obračun plač. Pa dajmo vsakega pogledati podrobneje, preden pa se tega lotimo, pa še poglejmo, kaj je skupno vsem našim študijskim programom. Vsekakor je to kreativnost pri študiju, kajti vso gradivo je odloženo v e-učilnico, veliko je praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, s seminarskimi nalogami rešujete svoje probleme v podjetju, in nekako vidimo našo šolo kot prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje strokovnjakov iz računovodstva in financ. Vso elektronsko študijsko literaturo imate naročeno v e-učilnico, poleg tega pa še literatura, ki jo potrebujete v naši bogati knjižnici, ki je poimenovana po profesorju dr. Ivanu Turku, ki nam je tudi veliko svojega gradiva podaril v knjižnico. Potem pridobite izobrazbo ustrezne stopnje, glede na študijski program, ki si ga izberete.
Razpoložljivost predavateljev. Predavatelji so vam razpoložljivi ves čas študija predmeta, to se pravi ne samo na predavanjih, ampak tudi preko spletne učilnice, forumov, mailov, jih lahko kontaktirate in pridobite določene informacije. Pravimo, da je naš študij po meri študenta, saj v bistvu lahko študirate nekako v svojem ritmu, vsa predavanja posnamemo, razen nekaterih izjem, na katere vas pač opozorimo, in posnetki predavanj so potem v spletni učilnici naloženi do konca študijskega leta. Torej, če ne morete priti na predavanja, lahko potem pogledate posnetke, kontaktirate predavatelja in nekako prilagodite res študij po svoji meri. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času, to je od ponedeljka do četrtka, vključno četrtek, v petek praviloma nimamo predavanj, tudi soboto ne, to je res izjema, če se kdaj individualno dogovorite. V popoldanskem času pa pomeni, da začnemo s predavanji 16:30 in trajajo nekje tam do 20:45. Dodiplomski študij, kot sem že omenila, imamo dve smeri, računovodstvo in finance. Raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 6/2. Študij traja 3 leta. V tem času opravite izpite, prakso in pa napišete diplomo. Nato dobite naziv diplomirana ekonomistka. Potem imamo ta magistrski študij, kjer smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo program forenzične preiskave v financah in računovodstvu in je nekako namenjen vsem tistim, ki so malce detektivi po svoji naravi. Magistrski študij je v bistvu druga bolonjska stopnja, raven, ki jo pridobite, je 7. stopnja, trajanje študija je 2 leti, tukaj potem opravite izpite in napišete magistrsko nalogo. Vedno, ko nekaj prestavim, mi potem prosojnice ne grejo več naprej, se res opravičujem, ne vem, kaj mi to danes nagaja. Darinka, Ja. mogoče sem prej si se zarekla, po mojem, do 19:45 so ponavadi predavanja. Do 19:45, ja, kaj pa sem jaz rekla? 20:45. Ja, do 19:45, hvala, Barbara, ja. Tako, spet delim ekran. Da se ne bi ustrašili naši študentje, da predolgo traja, ne. Ja, takole. Zdaj, šolnina za študijska programa je sledeča. Za dodiplomski študijski program znaša šolnina 2.850 € na leto oziroma 3.050 v primeru, da se odločite za kombinirano obliko študija. Kaj pomeni kombinirana oblika študija v primerjavi z normalno? Je to, da lahko opravljate tudi izpite na daljavo, vse ostalo imate kot redni študenti ali pa redna oblika študija, le izpite še lahko opravljate na daljavo, to pomeni, da v bistvu lahko vse obveznosti, če vam to ustreza, opravljate na daljavo. Šolnina je nekako razdeljena na vpisnino 200 € in potem še šolnina 2.650 oziroma 2.850. Lahko jo plačate nekje v 10 do 10 obrokov, če jo plačate v enkratnem znesku, imate 50 € popusta. Pristop k diplomi pa je na koncu še 500 €. Za magistrski študij je šolnina 3.350 € na leto oziroma 3.550, spet odvisno od tega, ali se odločite za kombinirano obliko študija. Tukaj je razdeljena potem šolnina na vpisnino 350 € in ostalo šolnina, kar je spet enaki pogoji, lahko plačate do 10 obrokov, če plačate v enem obroku, je pa 50 € popusta. In pa na koncu pristop k magistrski nalogi je 750 €. Kaj vse je še všteto v šolnino? Članstvo v naši knjižnici, 30% popust na vsa ostala izobraževanja,
Na koncu vključitev v alumni klub po končanem študiju, kjer se potem študentje družijo, in pa v bistvu izmenjujejo svoje strokovne prakse, neposreden kontakt s predavatelji in seveda kontakt z ostalimi računovodji, ki študirajo na VŠR-ju. To se pravi, dobite veliko strokovnih kolegov, s katerimi lahko podebatirate svoje, bom rekla, težave, rešitve in tako dalje, ki jih srečujete pri svojem delu. Ves čas študija vas spremljajo tudi obštudijske dejavnosti, kamor sodijo raziskovalni projekti, po kreativni poti do znanja, udeležbe na konferencah, seminarjih in raznih delavnicah, mednarodne izmenjave, objavljanje strokovnih člankov, in to področje nekako sodi v domeno naše mednarodne in projektne pisarne. Zato bom jaz zdaj predala besedo kolegici Barbari, da nekoliko spregovori o tej aktivnosti. Hvala, Darinka, se me sliši? Ja. Okej, ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot je bilo rečeno, jaz sem v mednarodni in projektni pisarni VŠR-ja, kjer za en del teh obštudijskih aktivnosti tudi skrbimo. Ne bom preveč dolga, tako da vam samo na hitro bom omenila predvsem nacionalne in mednarodne projekte, ki jih vodimo. Se pravi, nacionalni projekti so ti, ki so že bili omenjeni po kreativni poti do znanja in smo jih v preteklosti kar nekaj izvedli. Upamo, da jih bomo tudi v prihodnosti, vmes je bil program prekinjen. Šlo je za projekte, kjer so v bistvu naši študentje v sodelovanju z mentorji iz šole, se pravi z našimi predavatelji in potem z mentorji iz gospodarstva, to so bili predvsem pač direktorji in podobno iz določenih podjetij, reševali neke zelo konkretne probleme, s katerimi so se ta podjetja soočala. Zato so bili v bistvu za svoje delo so bili študenti tudi plačani prek projekta. Tako da s takimi nacionalnimi projekti v bistvu se trudimo, da študenti pridobite neke delovne izkušnje, sploh tisti, ki še niste zaposleni. Smo pa seveda odprti za vse, ki jih take zadeve zanimajo. Potem je pa recimo temu drugi del naših aktivnosti, ki pa zadeva bolj mednarodno sodelovanje. To mogoče nekateri poznate, ker večina teh se zaenkrat tiče Erasmus plus programa. Znotraj tega programa imate možnosti mednarodnih izmenjav, se pravi, lahko greste v tujino bodisi študirat, bodisi opravljati prakso. Ker imamo malo specifično študentsko populacijo, vsaj do zdaj smo jo imeli, no, imamo kar dosti študentov, ki pač študirajo ob delu, imajo družine in tako dalje. Tako da nekateri se potem ne morejo udeleževati nekih daljših mednarodnih izmenjav. In jim gremo tudi tukaj na roko v smislu, da se dajte na zelo kratko izmenjavo fizično za en teden na institucijo, kjer boste pač opravljali svoje študijske obveznosti. Preostanek obveznosti se pa potem lahko opravi na daljavo od doma, ko se vrnete. Se pravi, to je en del Erasmus programa, ta zajema tudi, se pravi, izmenjave predavateljev, kar pomeni, da vsake toliko imamo gostujoče predavatelje iz tujine, ki mogoče prinesejo še neko svojo perspektivo našim študentom. Potem pa drugi del tega Erasmusa je pa zdaj en velik mednaroden projekt, ki smo ga dobili in traja 3 leta. V njem sodelujemo s partnerji iz Hrvaške in Bolgarije. Kar je znotraj njega zanimivo za vas, je to, da bomo med drugim razvili tudi digitalno orodje, znotraj katerega bomo spet, to je bilo večkrat mogoče prej omenjeno, da VŠR zelo daje poudarek na neke praktične primere, pač primere res iz prakse, no, da vidite, da dobite konkretna znanja. Tako da znotraj tega digitalnega orodja boste pa lahko v bistvu z našimi in tujimi predavatelji, oni vam bojo pripravili neke konkretne primere, neke konkretne probleme, ki se lahko zgodijo na, ne vem, različne funkcije v podjetjih, za finančnike, računovodje, pravnike in tako dalje.
se pravi znotraj mednarodnih podjetij, praviloma lahko tudi nacionalnih, ki poslujejo v tujini in tako dalje. In znotraj tega orodja boste potem lahko študenti skupno, se pravi, bodisi vaši študenti med sabo, bodisi z drugimi študenti iz tujine te probleme reševali. Kar je prednost tega, je, da boste lahko poleg pač teh konkretnih znanj pridobili v bistvu tudi neke mednarodne ali pa neke bolj mehke veščine, no. Tako da to je tako zelo na hitro od mene, mi smo zelo veseli, trenutno smo v fazi testiranja tega orodja. Za vas, za tiste, ki boste šli v prvi letnik, mogoče še ne bo tako aktualno naslednje leto, ker ga bomo še zmeraj v prvem semestru testirali, potem pa nameravamo pri nekaterih predmetih to probati uporabljati, no, upamo, da bo tudi mednarodno uporabljano, in znate, no, če se boste vpisali, naleteti ziher tako na to orodje. Zdaj bi vas samo še zelo na hitro povabila, saj najbrž ste nekateri že gledali našo spletno stran, če vas kaj več zanima o delu mednarodne pisarne, zdaj se vidi moj ekran, verjamem. Aha, ja, se pravi, tukaj lahko kliknete na mednarodno pisarno, pa si malo več preberete o Erasmus programu in drugih aktivnostih. Pa če boste pa na tale projekt SOS-IB, kot ga imenujemo, ker gre za simulacije Sustainable International Business, se pravi trajnostnega mednarodnega poslovanja, si pa lahko še tukaj preberete. O teh projektih, ki so bili pa prej omenjeni, nacionalnih projektih, boste pa potem za vikom o raziskovalni dejavnosti. Tako da to je to iz moje strani, če bo kdo imel kakšno vprašanje, pa z veseljem lahko še kaj povem. Super, hvala lepa, Barbara. Bom jaz zdaj nadaljevala potem še s certificiranimi programi, ki nam ostajajo, da še jih na kratko predstavim. To je certificiran poslovodni računovodja. Uporabljamo kratico CPR, primerljiv je z CIMO in IAMM, mednarodnima programoma. Znanja, ki jih pridobite, so pa za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij, namenjen je menedžerjem, članom uprave in poslovodstvu, za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela in drugih sorodnih področij. Potrebna izobrazba je srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah. Na koncu, ko opravite, se lahko vpišete v naš register certificiranih poslovodnih računovodij. Potem je certificiran preiskovalec prevar, ki je primerljiv spet z mednarodnim priznanim programom ACFE. Znanje iz preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar in financ v računovodstvu, namenjen je diplomiranim ekonomistom, financ, prava, organizacij dela in sorodnih področij, in nanj se lahko vpišete tudi za srednješolsko ali višješolsko izobrazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah in potem postanete certificiran preiskovalec prevar in prav tako se lahko vpišete v naš register certificiranih preiskovalcev prevar. Kotizacija za ta dva izpopolnjevalna študijska programa, ki trajata 1 leto, je 2100 €, plačate lahko v 2 do 10 obrokih. Cena vsebuje študijsko literaturo in 3-krat opravljanje izpita. Prav tako pa je potem v kotizacijo všteto, tako kot smo že omenili pri šolninah, 30% popust na vsa ostala izobraževanja, vpis v register strokovnjakov, neposreden kontakt s predavatelji in seveda kontakt z vašimi kolegi pri reševanju vaših težav. Potem imate 50% popust za dostop do finančnega računovodskega portala Visoke šole za računovodstvo in finance, kjer se tudi trudimo objavljati aktualne teme iz tega področja. Potem je še pa krajši izpopolnjevalni program, to je certificiran strokovnjak za obračun plač, ki traja nekako v obsegu 8 srečanj, izvaja se 2-krat letno, april, maj in september, oktober. Je tudi akreditiran in ima 10 kreditnih točk. Prav tako se vpišete v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač.
in pa potem zagotavljamo redna izobraževanja za osvežitev znanja, kajti vemo, da področje obračuna plač je zelo takšno spreminjajoče, vedno znova zakonodaja in tako dalje, in moramo to temeljito spremljati. Cena je 1200 € in naslednje izobraževanje pričnemo septembra 2023. Kdaj se lahko vpišem v šolo, je seveda ključno vprašanje na koncu. To se pravi, zdaj nekako uradni roki so od 17. 2. 2023 do 20. 7. 2023. Potem so malo počitnice in potem od 21. 8. do 30. 9. Ti vpisi nekako potekajo v teh datumih preko EVŠ-ja, drugače pa se lahko k nam kot občan vpišete skozi celo leto. Če vas bi to zanimalo, da že tudi mogoče prej se vpišete, naredite določene izpite in potem seveda, ko želite pridobiti formalno izobrazbo, se morate tudi enkrat preko EVŠ-ja vpisati, ampak seveda to, kar opravite kot občan, se vam potem prizna, izpiti priznajo, pri, študiju, ko nadaljujete. Vpis v višji letnik. Tukaj veljajo ta merila za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. To je predvsem mogoče aktualno za tiste, ki ste že začeli s študijem na kakšni drugi visoki šoli, pa iz kakršnegakoli razloga niste uspeli končati, ali imate mogoče zaključeno višjo strokovno šolo in vas verjetno zanima, v kateri letnik se lahko vpišete, pač tukaj veljajo merila za prehode. Zelo podrobno, kakšni so kriteriji, imamo opisane na spletni strani, zato tukaj zdaj tega ne povzemam. Vpisujemo tudi na lokaciji v Mariboru, to pa pomeni, da v bistvu lahko v Mariboru opravljate izpite, sama predavanja se v Mariboru ne izvajajo, tako da če želite v živo poslušati predavanja, je potrebno v Ljubljano oziroma se lahko poslužujete posnetkov predavanj. Pa še za konec, da poudarimo to iz prakse za prakso, to res povezovanje naučenega s svojim poslovnim okoljem, učenje na primerih iz prakse, kar smo do zdaj že počeli pri vsakem predmetu po najboljših močeh, zdaj pa z, nekako razvojem tega oziroma z izvajanjem tega projekta, ki ga je predstavljala Barbara, pa si bomo nekako prizadevali, da tudi predmete medsebojno povežemo in združujete znanja še na celotnem nivoju. In pa seveda vključevanje tudi v praktične primere iz prakse za prakso, tako da to nekako vidimo absolutno kot našo prednost. No, in na koncu še samo naši kontaktni podatki, ki so objavljeni tudi vsi na naši spletni strani, to se pravi, sedež šole je v Stegnah 21C, Ljubljana, kjer tudi potekajo predavanja. Poslovno enoto imamo na Partizanski 26 v Mariboru, kjer, kot sem rekla, lahko opravite tudi vpis, dobite vse informacije, opravljate izpite, le predavanj ne morete tukaj poslušati. Obe telefonski številki, naša spletna stran, katero vam je danes že tudi pokazala Barbara, in pa tudi, infomail. Zdaj se bom pa jaz priključila, nazaj in sem vam oziroma sva vama z Barbaro, na razpolago za vprašanja. Tako da, bi lepo prosila, če mogoče tudi kdo se oglasi, mogoče tudi pokaže, ni nas veliko, lažje se je pogovarjati, če se vidimo in imamo obraz pred seboj. Vabljeni k vprašanjem. Ja, lepo pozdravljeni, Tina tukaj. Mene zanima, ker ste omenili, da so pač tudi mednarodno priznati certifikati, če ima fakulteta oziroma študij podiplomski tudi FIBA akreditacijo. Ne, samo NAKVIS akreditacijo imamo. Okej. Zdaj, tukaj je bilo kar nekaj govora o cenah, zdaj, to je bilo brez DDV-ja ali kako? Šolnina ni obdavčena z DDV-jem. Okej, ampak če pa zakupiš, predmet, je pa zaračunan.
Ja, to pa drugo, ker takrat pa niste naš študent še. Halo, se še slišiva? Ja, Ja, to ni, če zakupite predmet, to ni šolnina. To je potem pač, si kupite posamezen predmet, se vam pa potem seveda predmet prizna in odšteje od šolnine. Neto vrednost, ne? To ni, mislim, zakonodajno to ni izenačeno. Zdaj tako je, a ne, predavanja bojo kmalu se končala, ne. Če pa želiš še, ne vem, v poletnem času ali pa do septembra, opraviti recimo še kakšen, izpit, je isto potem. Če zakupiš predmet in če so na voljo posnetki, je to možno, drugače pa ne, ali kako? Tako, tako. Vse, kar se je letos izvajalo v tem študijskem letu, ker tudi moram to povedati, mi vseh predavanj vsako leto ne izvedemo. Vedno naredimo urnik in izvedbo predavanj tako, da dobite dovolj število kreditnih točk, da lahko napredujete v višji letnik, ker vsi predmeti niso oziroma nastavljeni tako, da bi jih mogli zaporedno poslušati. Nekateri se lahko poslušajo tudi vzporedno. To se pravi, vse, kar smo letos izvajali in je v spletni učilnici, so na razpolago izpiti, lahko vi kupite predmet, ga poslušate, naredite naloge, greste na izpit, če je izpitni rok še na razpolago, pa praviloma 3. izpitni rok še je. In potem, ko se boste pa v jeseni vpisali, k nam, se vam bo ta del, bom rekla, izpita ali pa ta predmet priznal pri vpisu in tudi plačan ta predmet odštel od šolnine. To se pravi, letnik ima vedno 60 kreditov, in potem v bistvu, koliko kreditov je vaš izpit, ki ste ga opravili, imel, ta delež se vam odšteje od šolnine, če ste že plačali pred tem in, kupili predmet. A ste rekla, da je pogoj opravljen izpit ali ne? Ja, da se vam prizna, mora biti izpit opravljen, ja. Ja, kaj pa za priznanj, mislim, da se prizna manjša šolnina? Ja, najprej morate izpit narediti, potem vam lahko priznamo, da se vam zmanjša šolnina. Okej, razumem, ja. No, to se Ja. pravi, mora biti tudi opravljen, ne. Ker mene je samo to zmotilo, ne, ker ni nihče opozoril, da ko predmete kupuješ, da bo DDV zaračunan, ne. Ja, ja. Ja, glejte, mogoče niste vprašali ali pa je prišlo do kratkega stika, zdaj res, ne vem, to ste verjetno potem z referatom kontaktirali, ne vem, pač ja, kaj naj rečem, verjetno neki lapsus pri komunikaciji, ne. Ja, zato ker načeloma, ne, sem mogoče najprej butasto vprašanje zastavila, kje je DDV, ker ga ni in ga tudi tukaj nisem pričakovala, ne, ampak dobro, pustimo te podrobnosti, zdaj je, kar je. Kako je z dostopom do predmetov drugih predmetov do e-učilnice? Recimo, če me zanima neki predmet. Poslušate ali pa dostop imate do tistih predmetov, ki vam glede na letnik, kamor ste vpisani, pač pripadajo. Ne, ali pa če ste si zakupili pač v tisti predmet, kamor ste si zakupili. Nimate zdaj dostopa do vseh predmetov. Dostop imate do tistih predmetov, ki so vam, bom rekla, če ste vpisani v 1. letnik, vse tiste predmete, kar lahko 1. letnik posluša. To pomeni, da tudi so to kaki predmeti 2. letnika, za katere se ve, da se na primer drugo leto ne bodo izvajali, pa se letos, pa jih vi že lahko poslušate. Vse tisto, kar vam je bom rekla, po e-indeksu nekako sledi in je v tistem letu se razpolaga, to vse lahko imate dostop. Okej, ne, razumem, to mi je jasno, da ti so dostopni, ne. Ja, Zanima me pač, ker bom tako rekla, na fakulteti za menedžment si lahko dostopal tudi do tistega, ke te je zanimalo, tudi če nisi ga opravljal, no. Ja, ja, te prakse mi nimamo, da bi zdaj kar vse dajali vsem na razpolago, no.
Nobenega ni bolelo, če si pogledal v e-učilnico, prebral kakšno gradivo in si kaj pogledal, no. Ja, razumem. Mogoče tukaj samo en komentar, no. Naši študentje praviloma so delali ob delu, no. Tako da res ni bilo prakse, ker ni bilo povpraševanja po tem, da bi zdaj nekdo hotel še ekstra predmete delati tisto leto. Se pa jaz spomnim enega primera pred leti, ker je nekdo zaprosil, da bi pač preskakoval letnike ali nekaj takšnega, in je to bilo pač obravnavano na komisiji za študijske zadeve in se je potem pač tudi ugodilo prošnji, no. Se je pa seveda bil tudi dogovor glede plačila. Tako da možnosti na individualni ravni vedno so, no. Ni pa zdaj to ustaljena praksa, da bi pač ponujali. Tina, kam razmišljate, da se vpišete? Ne vem, jaz sem v bistvu lani povedala vaši sodelavki, gospe Marjani, da bom zakupila en predmet in sem pač hodila poslušat. En del sem že naredila, to so bile tiste vaje. Zdaj za izpit bi se mogla pripraviti, ker namreč jaz sem imela eno rehabilitacijo daljšo, pa še ene pač družinske zadeve so bile in potem sem dala to malo na stran. Tako da ne vem, moram praktično še razmisliti. Ta predmet, ki sem ga poslušala, je na voljo v certificiranih programih in v magistrskem študiju. Je pa tako, tudi takrat vem, da ko sem bila daljše obdobje v Toplicah, so bili eni predmeti, ki ni bilo niti posnetkov na voljo, ne, ker ni bilo dovoljenja s strani profesorja. Ja, na magistrskem študiju imamo res enih par profesorjev, ki ne dovolijo snemati, in to nekako potem opozorimo vedno, da pač tam ni posnetkov, ne. Tudi v urniku se označi, zdaj ne vem, ravno taki predmet ste kupili, pa ni bilo posnetkov? Ne, tega nisem zakupila, ampak ker sem vedela, da me čakajo Ja. zadeva in ne, tega nisem, ne. Ja, ker to pa praviloma res opozorimo študente, da pač kakšen predmet je pa treba priti na predavanje, če ga želite slišati, da pač druge možnosti ni. Ampak vedno je tega, se pravi, na magistrskem študiju so, mislim, da 2, 3 profesorji, vse ostalo se pa res posname. Vidim, da imam tukaj v chatu zdaj eno vprašanje. Zdravo, zanima me, kje se lahko zaposliš in kakšno funkcijo v podjetju lahko opravljaš, ko imaš naziv magister forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Dobro, razumem, Anja. Zdaj program forenzičnih preiskav v računovodstvu in financah je predvsem namenjen, bom rekla, ne toliko odkrivanju prevar, kot temu, da v bistvu spoznate in se naučite organizirati računovodstvo na ta način, da do prevar sploh ne bo v podjetju prišlo. Torej, kje se lahko zaposlite? V vsakem podjetju, ki ima seveda vodstvo financ in računovodstva, ne, to se pravi malo večje podjetje zagotovo, tako da ste lahko vodja financ in računovodstva, ker dobite takšno, bom rekla, res poglobljeno znanje o tem, kako organizirati računovodstvo in finance v smislu, da so notranje kontrole ustrezno vzpostavljene in da sploh do prevar ne more priti. To se pravi, je bolj preprečevalno naravnano. Upam, da sem odgovorila. Anja. Še kakšno vprašanje? Janja, Andraž, Diana, Polona, Kristina, Anja, Barbara. Boste malo delili z nami, za katero obliko študija se pa vi zanimate?
Vidim, da rajši pišete, dobro. Diana piše sporočilo. Zdaj mogoče te čas, ko čakamo na vprašanje, še to, omenila sem prakso na dodiplomskem študiju. Tisti, ki ste zaposleni, pa delate že zdaj v računovodstvu, pa vam je predvsem cilj, da dobite dodatna znanja ali rabite formalno izobrazbo, tisti lahko svoje delo uveljavljate kot prakso. To se pravi, vaš nadrejeni ali nekdo v podjetju je vam mentor in pač potem date vlogo za priznavanje te prakse. Če ne delate v računovodstvu ali bi si želeli drugje dobiti izkušnje, vam pomagamo pri iskanju ustreznega podjetja, kjer bi lahko prakso opravljali. V tem primeru dobite potem tudi mentorja strani naše šole in pa mentorja seveda strani podjetja in potem tam opravite 20 kreditov je praksa. Zdaj ne vem na pamet točno, koliko ur je to, ampak tak nekje 2 do 3 mesece opravljate neko prakso potem v nekem podjetju. Meni manjka samo diploma na upravni fakulteti, če jo naredim, ali lahko nadaljujem študij pri vas, magistrski študij. Ja, zdaj predvidevam, Diana, da gre za drugo, da govoriva o prvi bolonjski stopnji, verjetno ta diploma vam manjka, ne, na upravni fakulteti. Zdaj, če vi imate prvo bolonjsko stopnjo končano kjerkoli, potem se seveda lahko vpišete na magistrski program. Kakšni so pa pogoji, bom pa jaz kar delila, ker imamo na naši spletni strani to zelo lepo predstavljeno, pa bom kar delila spletno stran, pa bomo skupaj pogledali pogoje, samo da jaz najdem zdaj tole. Evo, bom zdaj delila ekran, pa bomo pogledali. To se pravi, smo zdaj na magistrskem študiju, tukaj pogledate magistrski študij, greste tu spodaj, imamo vpisni pogoji. Tako, zdaj v magistrski študijski program, ne, se lahko vpišejo kandidati, ki so končali študijski program prve stopnje s področja ekonomije, poslovnih ved ali menedžmenta, študijski program prve stopnje iz drugih strokovnih področij, če so predpisano opravili študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. To se pravi, v tem primeru, če niste iz, to se pravi, iz drugih strokovnih področjih, potem je potrebno narediti uvod v računovodstvo, program prve stopnje VŠR-ja in pa uvod v gospodarsko pravo. To se pravi, vi ste pa rekli, da imate zdaj diplomo, samo da grem nazaj. To se pravi, ključno vprašanje je, ali imate potem na upravni fakulteti, ne? Je to zdaj sorodna smer ali bi bilo potrebno narediti diferencialne, je pa treba pogledati po študijskem programu, ampak mislim, da to bi bilo, to se pravi, lahko se vpišete na magistrski študij, zdaj je samo vprašanje, ali bi bilo potrebno narediti kakšne diferencialne izpite, to pa pogledamo potem, bom rekla, nabor vaših predmetov, ki ste jih naredili, pa potem se odloči, ali je treba narediti diferencialne izpite ali ne. Če pa vi končate diplomo, pa seveda lahko se vpišete k nam na magistrski študij. Še kakšno vprašanje? Kaj potem priporočate recimo za zakupljen predmet, ki ni opravljen izpit, ni pa septembrskega roka? Se lahko vpišem, pa pol ga naknadno delam, pa se nekako poravna to, ali kako? Ja, zdaj, če boste, seveda, če boste vi še šli samo izpit delat, ne, potem je smiselno, absolutno se potem dogovorimo na neki način, da boste, da se bo to tudi poračunalo delno, zdaj bomo videli, kakšno rešitev najdemo. Ste pa zamudili, tretji izpitni rok je že mimo, ali kaj? Ja. Za kateri predmet pa gre?
prevare pri doktor Bergantu. Aha. No, tu se mogoče zna tudi, bi se znalo dogovoriti za kakšen individualni rok, tako da če bi imeli željo, jaz mislim, da bi se dalo ta izpit narediti do septembra, tako da bi imeli potem čisto in se lahko vpišete. Drugače pa mislim, da se da to vse dogovoriti, ja. Absolutno, glejte, ker če vi ne boste več šli poslušati tega predmeta, pa ste, ne vem, opravili obveznosti, ko ste, ne vem, ali ste imeli kakšne domače naloge, ali ste imeli seminarsko, ali kaj, ker včasih je veliko, kako bom rekla, zakaj je težava, veliko nekega sprotnega dela, domače naloge, ki jih je treba sproti oddajati. In potem, če ste vi že poslušali predmet in ste to vse oddali in ste dobili oceno, potem ni težava, če še vi morate samo izpit narediti. Če pa bi vi bili samo poslušali, pa niste nič sproti opravljali sprotnega dela, ki pa je pogoj za to, da pristopite k izpitu, potem je mogoče tu težava, ker pač, ko boste zdaj spet znova poslušali, pač ima profesor z vami delo, da to oceni in tako dalje, ne, samo za to gre. Če pa ste vi to še vse opravili, pa samo izpit, pa se to vse da dogovoriti, da se lahko poračuna, ne. Okej. Ja. Hvala. Dober dan, Dober dan. Polona tukaj. Mene pa zanima, jaz imam končano višjo šolo za računovodje, pa me zanima, kaj bi imela od tega v bistvu upoštevano lahko pri vas, če bi se vpisala v smer računovodstva. Ja. Jaz predlagam, Polona, da nam pošljete skenirano, bom rekla, vaš predmetnik, to se pravi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo, Aha. kje ste diplomirali, in potem vam bomo lahko zelo konkretno odgovorili. Ker mi Aha. pol pogledamo vaše predmete, koliko kreditnih točk so imeli, zdaj, kje ni dileme, pa rečemo, to je takoj priznano, če je kje dilema, vas potem še prosimo za učni načrt posameznega predmeta, da lahko primerjamo z našim učnim načrtom. In potem vam lahko bolj konkretno odgovorimo. Zdaj bi zelo na pamet rekla, ampak praviloma, če imate višjo šolo končano, se lahko vpišete v drugi letnik. Aha, v redu. Potem bom pa poslala, pa bomo naprej Ja, videla, ne? tako, Dobro. ja. Hvala lepa, hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, potem se bova poslovile. Vsekakor smo vam pa za konkretna vprašanja, tako kot pravim, kar pišite nam, pokličite nas, vas bomo prosili, da nam pošljete konkretno vašo dokumentacijo, ker pa potem vam lahko najbolj tudi konkretno odgovorimo. Lepo se imejte, jaz vam želim vse dobro, pa upam, da se v jeseni vidimo pri nas na šoli. Lepo pozdravljeni, nasvidenje. Adijo, nasvidenje.